Jo, barabe! Ta jo, barabe mi je prav všeč in ga bom redno uporabljal. In dobrodošli, dobri ljudje. Zakaj sem rekel dobri ljudje? Zato, ker bo ta video imel neko humanitarno noto, če se lahko tako izrazim. Včeraj sem na svojem YouTube kanalu en video, kjer sem v naslovu napisal, ali zmoremo zbrati šolske potrebščine za socialno ogrožene družine. Ampak v tem videu je prvi plan, da sem odgovarjal na vprašanja svojih oboževalcev, nekje vmes je pa ta del, kjer imam to idejo, da bi lahko pomagali. Zato sem zdaj posnel ta video, kjer se obračam samo na to humanitarno noto, oziroma da pomagamo vsem ljudem, ki so socialno ogroženi, ki ne morejo svojim otrokom kupiti šolske potrebščine. Tako da ta ideja je nastala po totalno butastem, vse v tem videu, včerajšnjem videu povem, zakaj je nastala. Pa nastala je tudi zato, ker sam prihajam iz družine, kjer nama z bratom starša nista mogla vsako leto kupiti vseh šolskih potrebščin. Tu pa tam nam je kakšen sorodnik pomagal, eno leto nam je celo osnovna šola pomagala. Osnovna šola Antona Ukmarja, hvala, nisem pozabil na to. In vem, kakšen je feeling, ko priješ ti prvi dan v šolo, se usedeš za šolsko klop in je tvoja miza prazna. Vse ostale mize so polne učbenikov, knjig, tvoja miza je prazna. In to mislim, da zdaj si predstavljali, kako se en 10, 12, 14-letni otrok počuti, ko so vse mize polne in njegova ni. Zelo neprijeten občutek in bi rad to leto naredil to, da čim manj otrok doživi ta občutek. Dajmo stopiti skupaj, dajmo pomagati, tako da nikoli nisem prosil, da moje videe šerate, prosim. Zdaj vas pa res prosim, če ni problem, dajte ta video deliti na storije, na Facebook, na Instagram, kamorkoli, da čim več ljudi to vidi in da zberemo čim več sredstev. Se pravi, kaj zbiramo? Zbiramo vse šolske potrebščine, šolske torbe, pisala, zvezke, ovitke za zvezke, nalepke, bodi si tudi športne copate, športno opremo, razne torbe, vse pripomočke, ravnila, šestila, karkoli spada v šolski program. Konec koncev tudi oblačila. Zima je, bunde so drage, tako da vse, kar spada v sklop šole, zbiramo. Zdaj, pomagaš, kolikor je v tvoji moči. To ni tekmovanje, kdo bo dal več, kdo bo več prinesel. Če prineseš en zvezek, boš enako spoštovan kot nekdo, ki je prinesel šleper zvezkov. Naj te ne bo sram prinesti oziroma poslati samo en zvezek, ker ne bo nič narobe s tem. Kolikor je v vaši moči, toliko lahko darujete. Vse stvari, ki bi radi poslali, prosim, pošljite na ta naslov, ki se nahaja pod YouTube povezavo. To je moj naslov, pa prosim, da mi ne bo kdo uletaval z nekimi bednimi idejami. V glavnem, pošljite na ta naslov, vam zaupam svoj naslov, tako da karkoli bi rad pomagal in poslal, pošlji na ta naslov spodaj, ki se nahaja pod tem videom, klikni tam show more in imaš moj naslov in pošlješ sredstva sem. Zdaj, kako je glede denarja? Tisti, ki bi rad nakazal denar, jaz bi se rad denarju izognil. Denarja ne bi niti nobeni družini dal fizično v roko, zato ker ne vem, kam ta denar gre. Jaz bi rad, da ta denar gre res za tisto, kar zbiramo. Se pravi, če zbiramo za šolske potrebščine, da gre denar za šolske potrebščine in ne gre denar za alkohol, bencin, cigarete. Žal se dogajajo tudi taki primeri. Moj prijatelj je enkrat nekaj pomagal in je doživel tudi to, da denar je šel v napačne roke in namesto za hrano je šel denar za cigarete. Tako da, če bi rad kdo finančno pomagal, najraje naredi tako. Če bi rad, primer, doniral 20 evrov, raje kupi za 20 evrov šolskih potrebščin in jih pošlji na ta naslov tu dol. Tako da bi se rad res izognil denarju. Tako da, kakorkoli bi pomagali, vsa pomoč je dobrodošla, naj vas ne bo sram. Če je kakšno vprašanje, piši mi ali na Facebooku ali na Instagramu, z veseljem odgovorim. Nekaj ljudi se nas je že zbralo, vsakemu čas. Hočem, da je ta akcija transparentna, se pravi, da se ve, kdo je pomagal, da se vse ve, da ne bo nič skrito, ker hočem, da res gre družinam, ki to potrebujejo. Ko bomo pa zbrali vsa sredstva in ko bom rekel, imamo 500 zvezkov, toliko torb, toliko tega, bomo poiskali družine in osebno bom s prijatelji in znanci razvozil sredstva od hiše do hiše, od bloka do bloka, ker bi rad res doživel to, da vsa ta sredstva grejo v prave roke in da ne grejo nekam v luft. To bom tudi vse posnel in vam pokazal, nočem se zdaj izdajati kot nekega heroja, hočem, da ste tukaj heroji vi, jaz sem samo tisti, ki je dal brco v rit tej humanitarni akciji, da ljudje začnemo razmišljati v tej smeri in pač pomagati. Tako da tudi vsi youtuberi, ki to gledate, vsi youtuberi, ki imate svoje base, svoje oboževalce, dajte me kontaktirati, dajmo stopiti skupaj v to, vsak od nas ima določeno publiko in da se ta publika združi, mi zberemo toliko sredstev,
sredstev, da ne bom preklinjal v tem videu, zberemo toliko stvari stari za pol Slovenije. Jaz sem za, s komorkoli sodelovati. Tako da za nas skromno, za njih ogromno. Recimo en primer, če bi vsak, ki pogleda ta video, oziroma vsak, ki mi lajka fotko, kupil en zvezek, bi to lahko zbrali na 500, 700, 800, 10 000 zvezkov. Veste, kaj je to? Da zberemo mi 200 zvezkov, rečemo, da otrok rabi povprečno 10 zvezkov. 200 deleno 10 je 20. To je en razred. Ampak kaj ti je kupiti en zvezek, niti 50 centov ne stane. Da mi zberemo 1000, 2000 zvezkov, zdaj računaj, 2000 deljeno 10, to je 200 otrok. 200 otrok je že ena manjša šola v eni manjši občini. Tako da verjamem v vas, hvala za pozornost, hvala za posluh, hvala dobri ljudje in gremo hrabro. Hvala in čau!